roko že vidim tam v tretji vrsti. Gospod Leljak, kar pridite sam, prosim. Lep večer. Tukaj sem danes kot predsednik društva Huda jama. Veliko se strinjam, kar sem danes slišal, imam tudi nekaj pripomb. Najprej bi začel s Košnico. Košnico zato, ker sem osebno najbolj vezan. Namreč decembra 1989 leta sem prvič zakopal tam in od tam so prve kosti prišle na men. V moji knjigi Tega skrižive rane imate tiste kosti poslikane. Po 27 letih so te dni žrtve exhumirane in bojo odpeljane v Kostnico, v Maribor, v Kostnico. Letos je državna komisija, takrat še gospod Sušnik ni bil član, sprejel odločitev, namreč da se Košnica exhumira. Državna komisija je pod vodstvom Dežmana sprejela odločitev, da se izkoplje samo Košnica 3, ne pa tudi Košnica 2 in 1. Zato je bil sprejet letni načrt, načrtovana tudi sredstva in to se je tudi izvedlo. In danes govoriti o tem, da je Ministrstvo za finance krivo ali pa Ministrstvo za gospodarstvo, tako kot piše časopisi, krivo, da se nadaljuje delo, ni res. Kriva je državna komisija, ki je v začetku leta načrtovala in država kot takšna planira sredstva, da se izkoplje samo Kostnica 3. Nažalost bo je potrebno zdaj še večja sredstva, ker bo se mogla naslednjo leto ponovno vrniti vsa ta mehanizacija ljudi in sredstva na mesto Kostnice, da se to zgradi. Tako je točno, vse ostalo je drugače. Zdaj, sami veste, da sem 89. leta tudi prvi vstopil v Hudo jamo. Za mano sta potem prišla Filip Robert, Lorin, ki jo že dela, še drugi. Pripravljali smo film Rock and Roll, Borut Meško, pa še mnogi. Dolgo časa se je rabilo v tej Sloveniji, da se ta Huda jama odpre. Velika zahvala gre, to, ker bom pohvalil dr. Dežmana, da se to 2008 in 2009 leta tudi odprl. Izjemen pogum. Voljo, da je prepričal, da se je delalo 6 mesecev in da se je teh 11 pregrad omaknilo, da bi prišli do tiste žalostne slike in da bi tiste duše lahko prišle končno ven in na svojo pot proti njemu. Nažalost, že 2009 se je potem ponovno neko nerazumno početje začelo. Prvih 800 kosti, dokler je preiskovalni sodnik dovolil, da se izkapa, je premeščeno v drugi, Barbara rov, v drugi rov in so tisti nesrečniki postavljeni v zaboje za kruh, v kateri se nekoč vozil kruh, tam so čakali svojo usodo. Ko je preiskovalni sodnik videl, da je sodna medicina vzela 540 000 evrov, zato da so skopali 7 metrov in tiste kosti dali v drugi rov, je prekinil. Ni se mu zdelo smiselno, ker nam je za teh 540 000 evrov, za teh 800 ljudi niti niso dali poročilo, koliko je žensk, koliko pa moških. Samo število. In vse to je stalo. Nihče se nič ni trudil, zapiral, rudnik je bil zaprt. Prav društva Huda jama, ob vseh društev, ob vseh tem, ne strinjam se z gospodom Sušnikom, da družba ni hotela pokopati ljudi. 25 let so ljudje bili glasni, svojci, dajmo nekaj, najdimo žrtve, pokopemo jih. Ampak žal država resnično ni imela posluha nikoli. In 2015. leta januarja se spomnim, je Dežman rekel,
Ja, letos ob 70 let pa ne bo nobene maše pred Hudo jamo, ker pač ni denarja. Naredili bomo samo eno okroglo mizo. Takrat smo se posamezniki sestali, ko so danes tudi tukaj med nami. Se rekli, ne, to pa ne. Po 70 letih pa mislim, da se žrtve v Hudi jami zaslužijo vsaj mašo. In 13. junija tisto leto je bila maša. Pomagala nam je tudi potem Nova zaveza, škofija, vse ostale društva. In smo 13. junija 2015 tudi to mašo izvedli z 3 škofi Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Mislim, da ste večina tudi bili tam. Takrat smo začeli tudi z mislijo, kaj z posmrtnimi ostanki, kaj za tistimi, ki so v tistih plastičnih zabojih, kaj narediti. Danes bom povedal, da smo takrat v arhivu Slovenije že dobili podatek, da se v arhivu Beograd nahaja nekaj škatl taborišča Teharja. In ta listina v teh škatlah je v popisni dokumentaciji gradiva, ki ga mora Slovenija dobiti iz Beograda nazaj. Sedaj je trenutni postopek, direktor arhiva Slovenije je dal posebno pooblastilo in dovoljenje, da tudi dokler se ne vrne, da to dokumentacijo pogledam tudi sam v Beogradu, še preden se vrne v Slovenijo, ker so še pač oblast v Sloveniji in Srbijo, oziroma nihče še ni dogovoril, kako bojo fizično dokumente, ki so iz Slovenije odšli v Beograd, tudi vrnili nazaj. Se pravi, škatle taborišča Teharja iz leta maja, junija, julija 1945. Pričakujem, da bojo v teh škatlah tudi seznami. Predvsem na to, ker se v tem trenutku v Beogradu že dajajo seznami ven pobitih v okolici Beograda. Nekateri Slovenci te dni sprejemajo pisma, ki imajo sorodnike v Beogradu. In kaj bojo s temi sorodniki, lahko jih prevzamejo na stroške države Srbije. Seznami so že zunaj. Pričakujem, da bomo tudi, kar se tiče škatle v Teharju, podobno. 20 dni nazaj, tisti prstan, če ga spomnite, 4.12.37 iz Koljane. Župnik iz Križevec pri Varaždinu se je oglasil. Gre za človeka, ki je bil tam poročen na ta datum in je izginil 45. leta na področju Celja. Predvidevam, da je v Hudi jami Benjamini Avgust iz Križevca pri Varaždinu, se pravi hrvaški domobran. Vse te podatke, ko smo imeli, sem takrat sam stopil do, in tukaj bom odgovoril na gospoda Petra, ki je rekel, da nekateri so po svojih trunah šli do predsednika države. Ja, jaz sem takrat osebno stopil do gospoda Pahorja in mu rekel, dovolj je. Kot evropska država ne moramo imeti ljudi v plastičnih grabicah. Nekaj moramo s tem narediti, rešiti jih moramo. V tistem trenutku je ravno Dežmanova komisija, ki je bila pristojna za Hudo jamo, ker je bila še takrat komisija delovala v okviru Ministrstva za okolje in prostor oziroma za delo, so načrtovali nakup aluminijskih krst 60 cm dolgih, da bi tistih 800 žrtev v plastičnih zabojih dali v te aluminijske krste, jih zaprli in jih pustili tam, kjer so bili ti plastični. Onih 2000, ki jih je pa še v tistem šahtu, na njih so pa vrgli meter zemlje, poravnali z železnimi vrati, pa še napična vrata so dali. Ko smo potem vstopili v Hudo jamo, izgledali, kot da so iz zaporov dob pripeljali celico, tako so jih dol zaprli. Mi veste, da smo takrat na hitro so v Hudo jami odločili, da bomo zaradi pritiska na državo, da se nekaj uredi, organizirali obiske v Hudo jamo. In nekaj tisoč ljudi smo pripeljali iz Slovenije in iz Hrvaške množično v Hudo jamo. Vse to smo delali, dokler ni dr. Jože Dežman to ustavil kot predsednik državne komisije. Ne, obiskov pa več ne bo in je Hudo jamo bila zaprla.
ni več voda. Za predsednikom sem govoril, kaj bomo naredili. Moja rešitev je bila enostavna. Rekel sem takole. V Mariboru je kostnica evropsko narejena po vseh normativih iz leta 2006. Gospod Pahor si jo osebno ogledal. Noter so prostori za jemanje DNK, noter so prostori za razne analize in vse skupaj, kar sodobne kostnice imajo. Se je rekel, pohranimo te začasno vse te posmrtne ostanke v Mariboru. V sami kostnici se lahko kasneje izvedejo DNK analize, potem, ko bomo pregledali gradivo v Beogradu, ostale posamezne žrtve, se bojo dale potem tudi DNK analize, ki se dela tudi v tisti kostnici, dokaj enostavno, poceni in hitro rešljivo. Potem pa, ko pa najdemo, oziroma za tisti, ki pa ne najdemo, bomo našli rešitev. Se pravi, v prvi vrsti gre za individualne pokope, ko najdemo sorodnika, se ga pokliče in lahko to svoje odpelje iz te kostnice v domači kraj, v individualni pokop, ker bi imelo smisel in najboljša rešitev. Vse ostalo pa potem po volji, kako in na kakšen način se naj reši. To je bila naš predlog in na ta predlog je Pahor tudi načelno sprejel. Poklical Dežmana, Ferenca in druge, ki so bili takrat v tej komisiji in so še danes. Ampak oni so potem začeli komplicirati, ne, da to ne more biti tak, da je treba delati naprej DNK in tako dalje, da to more biti pokopno polje in zemlja. Torej, če bo zdaj gospod Bianini iz Varaždina, njegovi sorodniki, zahtevali svoje truplo nazaj, po tej varianti, ki se zdaj rešuje, bodo morali, se pravi, iti v Maribor, odkopati pokopno polje, v vsaki vreči so pustili ločeno, stegno, roka, prste, ne vem, 30 vreč, oziroma človek ima 208 kosti, ko umre, ko se ljudi ima 308, vsako vrečo posebej odpret in vzeti tisto kocko ven in Bianinija vrnati v Varaždin. Ne vem, ta rešitev ni razumna, ni človeška, nikakor. V primeru kostnice je zadeva popolnoma enostavna in lahko razumljiva in vodi do tistega, kar se vsi želimo, da ti ljudje se vrnejo v individualni pokop nazaj, tam, ko so šli v nesrečno vojno, oziroma da se najde skupna rešitev tudi na področju Teharja, s tem, da jaz osebno do grobišča oziroma do taborišča v Teharju imam pomisleke za vse žrtve Hude jame. Mislim, da vem, da je velika večina v Hudi jami Hrvatov, ki pa niso v Teharju bili nikoli zaprti, imamo zdaj vendar zapor, na mestu zapora. Drugič, na samem mestu levo od tega taborišča je 50-letno smetišče Celja, smeti je toliko, da bi celo Rovte lahko pokrili. In pa na zgornji strani je smetišče, odpad podjetja iz Celja, za kateri pa je sedaj nalog Evropske skupnosti, da se tista zadeva mora sanirati v prihodnjih 10 let, se pravi, pričakujemo od Cinkarne Celje, da bo na tem prostoru še vsaj gradbišče 10 let. Tam planirati sedaj neko takšno zadevo je zelo naporno in vse skupaj. Vsekakor, Teharje je sveto mesto, veliko se je tam trpelo. Sebe zdaj, če bo to gradivo vrneno nazaj, bomo odpili tudi popis, kaj se je tam dogajalo, bo še stvari veliko bolj odprte. Zato menim, da je ta rešitev s pokopnim poljem, v katerim bojo črne vreče z enakimi kosmi pokopane. Nihče ne bo vedel, kaj je, kateri kosek vreče v zemlji. Neka rešitev, ki se bojim, da bo tako tudi ostalo. Kdo je spremenil odločitev, da grejo v kostnico? Spremenila je državna komisija. Državna komisija, katera je tudi Peter, ampak to je bilo spremenjeno, preden je gospod Peter bil postali član, ko je delovala še pod ministrstvom za delo. Zakaj je do tega prišlo, ne vem. Po sredi se bojim, da je spet nekaj. Poznate me kot odkritega, bom povedal, v sredi je denar. Moja rešitev je bila več enostavna, to, kar se sedaj počne,
da se bojo imeli vzorci bojo shranjeni nekje v Ljubljani oziroma pokopani kasneje v Teherju, telo pa pokopano v Mariboru v nekih črnih vrečah. Ne razumem tega. Ni mi jasno, kaj se počne. Mi moramo dobiti imena žrtev. In to se da narediti. Samo je treba raziskovati. Imamo popis, ki so ga Nemci izdali v svoji knjigi, nekaj čez 200 ljudi, ki so pokopani v Hudi jami. Ali smo se v Sloveniji kdaj izdali ta popis? Pa je znano, v njihovih knjigi jih je objavljen. Zdaj, ko se je Košnica kopala ven, zdaj vemo, da sem jaz takrat prvi kosti, ko sem jih našel, da so bili vojak, hrvaški vojak. Imate zdaj nekaj čez 300 hrvaških vojakov. Na enem uri piše matura 1940 od Ateka. Od Tateka, se pravi iz področja Zagreba. Našli smo eno številko, v kateri se jasno govori, da gre za enoto iz Zagreba. Ta enota iz Zagreba je ohranil kompletni spisek. To pomeni, da bo samo mali pogled potrebni, bomo videli, da za 400 vojakov, Hrvatov, vemo, kdo so v Košnici. Se pravi, to je tisto, kar rabimo. Imena in priimke in vračanje nazaj žrtve. Druga stvar, da zdaj ta medresorska komisija med državo Slovenije in Hrvaško ne deluje, da se Hrvati sploh niso smeli za svojih 400 ljudi. Čeprav smo našli in ure, čeprav smo našli, ker je Košnica v moči na tem delu, tudi so našli denarnice, spolno denarja, slike in vsega tistega ur, ročnih, takšnih in drugačnih. Samo kup materijala, s katerega se da točno povedati, kdo so bili ti fanti, odkot so prihajali in kam se lahko vrnejo. Isto pričakujemo tudi teh v Hudi jami, teh 2009. Vse te snovi so padale pod dol, knjiže, in tam se tudi skopali. Tudi tam bomo našli več teh zadev, takih prstanov, takšnih ur. In bomo našli tudi približna imena oziroma kraje, odkot so ti ljudje prihajali. Če pa najdemo kraj, če najdemo številko enote, enega pripadnika enota, potem je velika verjetnost, da je cela enota tam. In smo že bliže temi imenami. Zato ta rešitev, da gre to v pokopne vode, da se to pokoplje v zemljo, ali pa tako, ko so vmes, je vlada že izdala en sklep vlade, ki so ga potem umaknili, da bojo sežgali organske. Da bojo sežgali, da sežgalnico vse skupaj sežgali. Ampak hvala Bogu so potem, tudi na našo pritisk Društva Huda jama se je to spremenilo in da do tega variante ni prišlo. Tako da jaz ne vem, kakšne so možnosti, da pokopa v pokopnem polju v Mariboru ne bi bilo. Jaz sem zato, ko sem bil v začetku, da se jih pokoplje odpelje iz Hude jame, da začasno v Kosnico, ker je mogoče delati naprej in za njih načrtovati individualne pokope doma oziroma skupen pokop tam, ker se bomo zmenili, da je to najboljša rešitev. Evo, takšna je približna resnica. Hvala lepa.